Pozdravljeni v 89. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. No, danes smo vas spet oddajo brez gosta, je pa še malo bolj posebna, zato ker načeloma bomo naredili tak rehearsal za eno prezentacijo, ki jo bomo imela. Pa sicer je ponedeljek, pa snemamo zvečer, naslednji dan imamo pa to prezentacijo na občnem zboru CBIM-a 2019. Tja so naj povabili pred časom, tako da povabili se z namenom, da poveva nekaj o BIM pogovorih in pa tudi kako midva skozi te pogovore v bistvu vidva dogajanje okoli BIM-a v Sloveniji, pa mogoče tudi malo širše, kako CBIM v to zgodbo paše. Tako da ja, ena taka prezentacija se pripravlja po danes tako. Za vse tiste, ki ne boste na občnem zboru, bo to kot podcast, tisti, ki bojo pa tam, bojo pa to uživo slišali. Robi, kaj lahko, kaj za začetek bojo na to temo? Ja, za začetek lahko poveva, da boš nažalost BIM pogovore zastopal sam, ker imam jaz neodložljive obveznosti v predavalnici. Kar moram že naprej povedati, da mi je kar manj žalno, zato ker bi se tudi sam z veseljem tega udeležil. Drugače pa bi rad poudaril to, da je najino delovanje bilo vedno v smeri konstruktivnega dialoga, da ne bo kdo karkoli bova povedala vzel narobe ali pa mogoče tako, kot mi to ne bi želela. No. Dejansko ni nikoli to rečen s figo v žepu ali pa kaj takega. Jaz osebno še vedno mislim, tudi to, kar sem že rekel, da če bi moral paziti čisto vsako besedo, ki jo izrečem, potem to vse skupaj ne bi imel smisla, ker se mi zdi, da se že tako prevelikrat dela v rokavicah, pa se ne reče bob. Ja, v bistvu je pa res, da ko sem o tem razmišljal, tudi o tem direktnosti kakšnih komentarjev, sem prav razmišljal, zdaj sva v zadnjem obdobju sem dobila enih par komentarjev na YouTube, v bistvu na kakšno oddajo, in je bil zadnji še en komentar poslušalca v smislu, ja, super delata, vse še tako nadaljujta. In pa sem danes nazaj to razmišljal, sem rekel, ja, sej super, v bistvu sem se prav dobro počutil, ker je to pač nekdo napisal, ampak kaj pomagati, si pa tudi nisem mogel v bistvu s tem, kako bomo to midva ali pa kot nekak tisti, ki to poslušajo, izboljšali. Tako da ja, super je kakšno pohvala slišati, včasih pa najbrž si zaslužijo tudi kakšno kritiko, to ne spodbuja, da je sam kritika, ampak vsekakor je tak nek konstruktivna pripomba, je pa zmeri lahko na mesto. Ja, meni je sicer zanimivo to, da sem slišal to, da nisva prava BIM entuzijasta. To pa v bistvu priznam, takoj dvignem roko, če je treba roko dvigati, sem jaz takoj ta prvi tle. Sej to sem hotel ravno kar reči, da tega nikoli nisva skrivala, ne? Mislim, da so se celo razglašala nekaj časa za BIM skeptika, ampak to ne zaradi tega, ker bi se nama zdeli s čimerkoli, karkoli narobe, ampak zato, ker se vsaj meni zdi, da je nek taka zdrava distanca do nečesa, kar res delaš na kar dobršen del svojega profesionalnega življenja, ne? Ali pa pedagoškega, kakorkoli, no? Se mi zdi, da moraš imeti neko zdravo distanco, pa znati pogledati tudi malo iz stranina na to, kar počneš. Tako da jaz to nimam nobenih težav s tem, da povem, da jaz nisem slepo, ne sledim slepo temu hypu, ki se je naredil okrog BIM-a v zadnjih 5 letih, no? Ali pa 10. No? A veš, imel Žiga predavanja okoli komunikacijskih revolucij, ne? Pa je pol v bistvu pač papir, pa kaj je omogočil, pa če se spomniš, recimo, če ta papir prevereš, pa je v bistvu se dal načrte zdaj delati, ne? In če kdo, recimo moje pa starejše generacije se že spomne, kako je z Rotarigom risati. In jasno, pol, ko je bilo to vse nekako digitalizirano, pa so bili CAD programi, super, napredek fenomenalen, ne? Ampak konceptualno je pa to že zmeraj isto bilo, ne? Se je dal hitreje narisati, pa ni bilo treba, z britvico tam dol praskati v bistvu rotringe, ne? Ampak iz papirja, ampak načeloma je to eno in isto, ne? Zdaj so pa
3D, pa BIMI, pa nove informacije, pa takšni in drugačni podatki, pa v bistvu ok, vse je boljš, ne? Ampak zdaj bi pa rekel, ok, prej se ni dal digitalno načrtovati, zdaj se pa kar naenkrat da, pa tudi je recimo mogoče malo pretirano, ne? Tako da, no, zato bom rekel tako malo, treba malo z distanco vzeti, no. Ne, jaz sem ravno prejšnji teden spet imel priložnost poslušati neko updateno verzijo tega žigovega predavanja, no? In je noter vpletel v to isto časovnico tudi BIME. In se mi zdi, no, da tako, če malo pošteno pogledamo, je praksa trenutna še vedno taka, da v veliki meri se uporabljajo stari načini z novimi orodji. Kar je prednost, je to, da jim res ni treba prerezov delati, pa mogoče avtomatsko, da bi bil kakšne popise, ampak to je daleč od tega, da bi bil to informacijski model, iz katerega bi se izhajali, no. V procesu pa tako ni govora, ne. Jaz sem sicer zmagal, ne, v tej najni tekmi, ampak v procesu jaz mislim, da zaenkrat mi ne moremo govoriti, pa najbrž še nekaj časa, ne če sploh kdaj, no. Ampak ja, no, dobro, začela smo o tem, no, da se je slišali, da nisva ta prava entuzijasta, pa to, ja, verjetno res ne, no, ampak jaz mislim, da je to bolj dodana vrednost, ki nam zvišuje kredibilnost, ne pa nekaj, kar bi nam jo izbijali. Ne, sigurno, zato je kar jasno, če bi na koncu naj kdo vprašal, a mislila, da je BIM pač to nek pozitiven napredek v celotni zgodbi načrtovanja in upravljanja in ne vem kaj že vse, najbrž bi oba dva rekla, da ja, da absolutno, ne? Ja, seveda. Vse je ravno, kar sem hotel verjetno reči isto kot ti, da bi mi da lahko šla mogoče malo skozi to, kar imaš ti namen povedati v imenu obeh jutr, ne? Vse skupaj nekako se bo začel s tem, od kje so BIM pogovori sploh nastali in jaz mislim, da se bo že tukaj videli, da so BIM pogovori pa konec koncev vsi BIM nekako povezani, čeprav midva nisva ne člana BIM-a, ampak sva se zmer nekako čutila v bistvu relativno tako povezana z BIM-om, če ne drugega zato, ker je bil BIM in prva konferenca BIM-a je bila v Lendavi 2015, v bistvu novembra, ne? Bolj manj tak iskrica oziroma povod, da sva potem počasi začela razmišljati o tem, da bi pa naredila še nek medij ali pa nek forum, kjer bi se dalo BIM-u govoriti. Tako da to je pol nekaj časa trajalo in trajalo je do aprila 2016, ko sva posnela prvo oddajo. Ja, no, jaz bi še eno predzgodbo oziroma vmesno zgodbo povedal. Mi sva se peljala skupaj domov iz te konference in mislim, da sva se tam začela prvič bolj kot neresno pogovarjati, da bi mogoče potrebovali še nek drug način. Ideja je bila nekje v smeri tega vseživljenjskega izobraževanja, pa pač, da mogoče ljudje ne morejo priti na tako konferenco, ker ravno takrat nimajo časa ali pa kakorkoli. In podcast je bil idealen medij za to, da se posluša takrat, ko se želi, na način, kot se želi, stvari, ki te zanimajo. So pa tudi oba dva prej poslušala mnogo drugih podcastov, zato nam je bila tudi ta ideja toliko ljuba. Ja, res je. Tako nekako se to, pa predvsem v bistvu, no, če sva poštena, jaz vem, da me je takrat nekako zmotil, pa to me običajno zmoti tudi pri recimo BIM konferencah, ki so recimo bile leto, dve nazaj. To, da je v bistvu relativno malo neke diskusije, nekih vprašanj po teh predstavitvah, ki včasih kličejo po dodatnih pojasnilih, ampak nekako ni ne želje, se mi zdi, ne volje ali poslušalcev ali pa tudi, ne vem, drugih, da bi nekako se bolj zakopali v neke, mogoče včasih kakšne detajle, ki so pa konec koncev pomembni. Zato, da ni kakšnih dvoumnosti, recimo. Ne? No, pa vedno program zamuja. Zdaj pa se kdo jeze na mene, ampak pač žal je vedno tak. Ne? Ja, čeprav v bistvu, no, zdaj na zadnjem, ko je bilo na Brdu pri Kranju, mislim, da je bilo super, ne, glede tega vsaj. Pa vem, da so bili nekateri skoraj tako
malo pod stresom glede tega, pa to še enkrat poudarjam, to ni škodoželjno ali pa v bistvu ne vem, karkoli že, ne? Ampak to je pač zato, da dajmo spoštovati čas vseh, ne? Tudi tistih, ki so si vzeli čas, da so tja prišli na konferenco, morda nimajo časa biti od 8 zjutraj pa do 6 zvečer. Bilo je opaziti tudi recimo kar nekaj takšnih, ki so recimo 15, 16 začeli odhajati, ker je jasno tesno povezano, ja, treba otroke v vrtec iskati, pa ne vem kaj še vse. To je jasno čisto življenjsko, ne? Tako da je zato včasih recimo tak pritisk na to, da dajmo se držati teh številk oziroma teh ur, zato da bojo pač vsi tam čim dlje lahko prisostvovali dogajanju. Ja, no, nimam tukaj kaj dodatno. No, in da še povem eno zgodbo iz ozadja, če je bila ta konferenca novembra, ne, zakaj je potem trajalo do aprila, da sem začela karkoli objavljati, je to zato, ker se jaz najprej nisem pustil prepričati. No. Jaz nisem verjel, da bo midva imela dosti materijala, da bova posnela eno oddajo na 14 dni, no, ampak skoraj 3 leta po tej začetni oddaji, pa ne vem, 89 oddajah nam pa očitno še nič izmanjkalo. Ja, če sva že čisto poštena, ne, pa da še malo zadnja, včasih smo se tudi sprašvali, je to smiselno še početi, ne? Ja, sploh takrat, ko so bili, ne vem, na kakih dogodkih te kdo podsuka za rokav, pa ti, ne vem, izrazi kako nestrinjanje s čim ali pa kaj takega, pa v bistvu pa niti ne veš, zakaj bi sploh to zagovarjal, pa se dajo v zobe ali pa kaj takega, še hujše pa to, no. Še hujše pa pomanjkanje odziva, no, to je pa še hujše, zato ker včasih misliš, da se kar sama pogovarjava. Mislim, Matej, zakaj se mi to v ponedeljek ob 9 zvečer pogovarjava o nečem, ko bi pa lahko, kaj bi lahko? Pa ne vem. Ni nogometa, lahko bi kaj druga počela. Ja, recimo, ne. Ja. No, to je včasih še bolj, pač to pomanjkanje nekega odziva, mislim, sej, potem pa prideš na kak dogodek, te pa vsak ta drug podsuka, pa reče, super, ja, lepo, smo to zvedeli, smo ono zvedeli, vredno, ne, ampak v bistvu te konference so tak 2-krat na leto, odmes je pa po 6 mesecev, ko že malo zgodiče voljo, ne. Ja, to predvsem pa v bistvu pa so pride tiste čisto take življenjske zadeve vmes, pa recimo si malo slabe vole, pa te v službi kaj daje, pa te za otroci bolani, pa ne vem, karkoli že takšnega, ne, kjer v bistvu že tako nimaš neke energije, pa vidiš, zdaj pa naslednji torek je pa spet treba v bistvu tole vdajo posnet, pa benga gosta nimava planiranega, kva bova spet naredila, ne. Ampak na koncu mislim, da je tudi v teh, ne vem, oddajah sva vsem prišla z neko idejo in upam, da se poslušalci niso dolgočasili, upam, da so bila vsaj smešna zraven. No, zdaj pa, da ne bom da samo o sebi govorila, ker gre za dogodek, za CBIM-ov dogodek, ne. Kar sem hotel dodati tu, je to, da je v bistvu ta podcast nek skupek, tako če združiš to, kar bi naj bilo poslanstvo CBIM-a z nekim medijem ali pa ne vem, z nekimi tehničnimi podcasti, ki sem jih midva poznala, ne, potem lahko ustvariš nekaj podobnega BIM pogovorov. In ti BIM pogovori so v bistvu najin pogled na to, kaj bi midva rada videla, da bi nekdo pripravljal, če bi bila v praksi, pa mogoče včasih ne bi točno vedela, kako pa kaj. Ne? In zdaj jaz mislim, da nam je po vseh teh gostih, po vseh teh debatah, po vsem odzivu, ne, ker morajo poslušalci vedeti, da zelo veliko je rečeno uradno, ne, še mnogo več pa neuradno, ne, tam za kulisami, izven etra, in to je tisto najbolj pomembno, zaradi česa midva še delava pač te BIM pogovore, zato ker so spoznala ogromno zanimivih ljudi, izvedela ogromno stvari, dobila kontakte, ki jih mogoče niti ne bi. In iz tega izhajava in to bi mogoče rada na nek način neko sporočilo predala na jutrišnjem oziroma današnjem
dogodku, da te to poslušam, ali pa preteklo. Ja, tako. Ja, se strinjam. V bistvu to je, se veš, da se ponovadi hecamo, tudi takrat, ko se s kakšnim gostom dogovarjamo za snemanje, rečemo, ja, se to običajno posnamemo, pač tisti osrednji del, kjer se pogovarjamo v, ne vem, 30 minutah, 45 minutah, odvisno. Ampak običajno se pa prej in potem razvije še debata okoli tega in no, to je pa tisto, kar si Robi omenil, ker je pač neformalno in izven etra povedano. No, pa v vsakem primeru so tudi hvaležni za zaupanje, ki nam ga izkažejo sogovorniki, ker včasih tudi zvejo stvari, ki jih ne pričakujejo. No? Neko tako odkritost, ali pa mogoče kdaj kdo kaj pojamra, ali pa se pohvali, ali pa kaj takega, in so za vsako tako stvar izjemno hvaležni. Obenem pa verjetno lahko tisti, ki so nama zaupali, potrdijo, da tega zaupanja niso zlorabljali. Ja, no in v bistvu v kontekstu tega je tisto, kar bi najbrž midva rada, je, da se mogoče ta odprtost prenese tudi na CBIM konferenco ali pa na pač komunikacijo CBIM-a z ostalimi, pač recimo znotraj CBIM-a, pa tudi nasploh med deležniki v gradbeništvu ali pa s tistimi, ki se ukvarjajo z BIM-om. Tako da jaz verjamem, da je možno stvari odprto povedati in jasno, če se ustvari neko zaupanje z vseh strani, v bistvu potem je pač to možno deliti neke informacije in deliti izkušnje. Jaz verjamem, da to bi pripomoglo še k hitrejšemu uveljavitvi BIM-a, pa tudi boljšemu delu vseh. Ne? Jaz bi mogoče preden greva na to, kaj najbolj žuli pri vsem skupino, bi mogoče vseeno povedal par številk, ki nama recimo, da dajo neko kredibilnost, da sploh lahko govoriva ali pa pametujeva o tem, kaj bi morali biti, pa kaj ne, pa zakaj, pa tak naprej. No. Zdaj, prva oddaja, te številke je Matevž pripravil, da ne bom jaz zdaj vzel zaslug za sebe. No. Ampak prva oddaja je bila dejansko aprila 2016, kar pomeni, da bo zdaj v kratkem 3. obletnica oddaje. A misliš, da bo kako torto dobila? Najbrž ne. Robi ti už krofi naslednji dan v službo prneza, pa bo stvar urejena. V redu. No, se pravi 3. obletnica, ampak kar je bolj pomembno je to, da takrat bo že čez 90 oddaj, v kateri smo imela več kot 40 gostov. Različnih je tle mišljeno. Različnih, ker nekateri so se ponovili, recimo Žiga, pa predsednik CBIM-a, Andrej Tibaut, pa tak naprej. No. Še na parih je takih. No, kar znese več kot 60 ur programa, kar je cirka 40 minutno oddajo. Zdaj pa poslušalci si ne predstavljate si, ne, da za teh 60 ur programa smo midva najverjetneje vsaj 120 ur bila na Skypeu ali pa kjerkoli. Yeah. Se pravi, poprečno je sigurno še enkrat toliko časa z gostom preživimo. Poleg teh ur je pa Matevž porabil verjetno še enkrat toliko ur za urejanje. Tako da boste malo približno vedeli, o kakih številkah govorimo. No, kar mene najbolj veseli je to, da poprečno število naročnikov skozi raste. Sicer si tu Matevž napisal, da je neko poprečno število 66, ampak koliko res sem trenutno je čez 100. Ja, to je v bistvu zadnjih 7 dni je pač tist številka jih je pač recimo 115, 120 tam nekje, ne? Ampak ja, če pa to narediš za celotno obdobje, pa pač tam okoli 66, od začetka jih je bilo praktično nič. Ne? No in zdaj na YouTubeu je že več kot 5000 ogledov. Pri nas od tega je več kot 7000, kar je cirka, če bi to sešteli, več kot 140 na oddajo, poslušano, gledal, kakorkoli, kar je pa že kar ena taka spodobna številka, da v bistvu vsaka najna oddaja ima toliko poslušalcev, kot je gostov na CBIM konferenci. S tem, da je CBIM konferenca enkrat na leto, mi doma pa to na vsake 14 dni. Tako da mislim, da to so ene take številke, ki si jaz nisem predstavljal, da bova dosegla. No.
Robi, zdaj si ti tako povedal, da se kar ponosen ga počutim, čeprav zmeraj ponovadi obupujem nad temi številkami sam. Ne? Ja, dobro, zdaj če rečemo 140, ne, to, če bi imela nek podcast o, ne vem, kozjem jogurtu v prehrani. Bio kozjem roku. Ja. To bi bilo malo številka, ne? Ampak če govorimo pa o Sloveniji, pa o eni taki nišni temi, kot je BIM, se mi pa zdi, da je to, ne, če generacija študentov, ki konča drugo stopnjo, tam reda velikosti 20, ne, to imaš pa 140 poslušalcev, je to pa že kar. Zdaj si mi dal idejo, v bistvu veš, če bi mi to BIM preimenovala, v bistvu mogoče bilo pa več zadetkov. BIM. Presni BIM. Presni BIM, evo, super, presni brez glutena. Tako. Brez glutena iz super živili, kako je že. To, evo. Ja. Našla sva nišo svojo. Ja, našla sva nišo. In to iz take pozicije želiva pač povedati, kaj se nama zdi, kje se nama zdi, da je prostor za izboljšave mogoče v delovanju na take organizacije ali pa društva, kot je CBIM. In na tej noti bi pa mogoče kar prešla k bistvu, zdaj, da ne bova 1 uro nakladala od tem. Ne, v bistvu, ja, dobro, v redu. Zdaj si preskočil enih 15 slajdov, če sem čisto odkrit, potem. Ja, to ti pustim za jutri, da ne bo da se sliša. Ok, ja. Kaj naj moti tukaj? Pa ne moti, kaj se nam ne zdi pravno tako. V bistvu je zadeva, mislim, da sva to že ene parkrat tudi povedala, nekako striže, nekako, če pogledaš določene dokumente, ki so nastali v zadnjem času, od priročnika za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje, pa tudi tega akcijskega načrta. A je s tem kaj narobe ali ne, v smislu, da so te avtorji bolj manj povsod enaki, pa hkrati tudi v upravnem odboru CBIM-a? Ne vem, ampak če bi nekdo čist izven te srenje BIM-ovske gledal, bi rekel, da je to malo čudno, milo rečeno. Tako da to absolutno ne pomeni, da so imeli te vpleteni kakršnekoli slabe namene. Jaz verjamem, da je članstvo CBIM-a, bomo rekli, ni nujno najbolj aktivno. Se pravi, verjetno to pol dejansko je tisti ožji krog ljudi nekako tisti, ki drži in pelje celotno zadevo naprej. Tako da, ja, posledično najbrž so potem pri teh dokumentih eni in isti ljudje, ampak hkrati to morda ne pomeni, da recimo v prihodnje ni podobnih stvari možno drugače narediti, pa bolj odprto. Se pravi, ne bomo zdaj najbrž razglabljali o kakšnem odprtokodnem pristopu k pisanju teh dokumentov ali kaj podobnega, ampak morda bi pa veljalo nekako razmisliti v tej smeri, tudi nekako, da se ta krog nekako razširi, da se to vplete več ljudi. Jaz bi rad na tem mestu že v kali zatrl kak pomislek ali pa mogoče kakšne govorice, da bi kdo imel kakšno idejo, da bi komentiral, da so midva užaljena, ker niso bila zraven ali pa kaj takega. Ne. Definitivno ne. Ampak se mi pa zdi, recimo, vsaj ta priročnik je bil izdan pod okriljem IZS-ja in se mi zdi, pa ne moralno, ne vem na kak način, pač sami ostavite besedo sporno, da po eni strani dokument pripravlja praktično cel upravni odbor CBIM-a, potem ga pa še recenzira član upravnega odbora. To se mi pa ne vem, to se mi pa ne zdi pravno. Vse v tem priročniku, pa tudi v drugem dokumentu sem že večkrat tudi na podcastu povedal, da imam kar nekaj težav, tudi vsebinskih, ne samo v tem, kdo je avtor, pa kdo je ne, ampak na takih stvareh, na takih res osnovnih stvareh se mi pa zdi, da ena kredibilnost organizacije, ki je bila res narejena, vsaj upam, s čistimi nameni, pa čistim srcem, se mi pa zdi, da kar malo pade.
mogoče, ne vem, mogoče sem preveč strog ali pa preveč kritično gledam, ampak to se mi pa res zdi, no, da bi veljalo poiskati koga izven tega ozkega kroga, ki bi mogoče recenziral pa kritično pogledal na vse skupaj. Ne vem, zdaj bom rekel, to je moje mnenje, da ne bom govoril v Matevževem imenu, ampak... Ne, saj se strinjam, saj sem jaz podobno rekel, v bistvu, dejansko to včasih, ne, mislim, ko to rečeš, v bistvu lahko nekako res zveni kot to, ja, midva nismo žaljeni, da nehče povabo k temu. Ne, sploh ni stvar, najbrž, prvič bom rekel tako, ne, da niti se ne počutim poklicanega, v bistvu, da bi direktno sodil o sami vsebini. Če bi, ne vem, 24 ur na dan živel v BIM-u in dejansko delal z BIM-om skozi, potem bi mogoče to veljalo, ne? Če pa v bistvu veliko stvari, recimo konceptualno, vem, relativno malo po sami implementaciji, je pa v bistvu najbrž zelo težko tudi z moje strani reči, ja, to je v redu, to pa ni v redu. Včasih bi se bilo pametno sploh vprašati, zakaj je sploh vsi BIM nastal, ne? Pa sem rekel, če smo samo kritični, v bistvu na FGG je včasih obstajalo v bistvu društvo za gradbeno informatiko, ki je nedejavno bilo v zadnjih recimo 10 letih in vsekakor pade tudi na kakšno takšno družbo krivda, da recimo se BIM že prej ni promoviral recimo na ta način, kot je CBIM-u to uspelo. Ampak hkrati je pa spet z druge strani, recimo IZS, recimo tudi poklican, da v bistvu te stvari spelje, pa tudi najbrž ni dovolj naredil, da je bilo očitno čutiti neko potrebo, da se CBIM ustvari ravno z namenom te promocije. Jaz bi tu mogoče dodal, da ja, mislim, da je bil nek razpis, na katerega se je CBIM prijavil, kakorkoli, da so se ti dokumenti pripravljali v okviru CBIM-a. Pa tudi, ja, ok, vedno lahko kdo reče, da je bil čas problem, pa da ni noben, ti sem tudi hotel sodelovati, pa kaj tak, ampak meni se zdijo ti dokumenti, ki bojo vseeno tlakovali neko pot implementacije BIM-a v zakonodajo ali pa v prakso, pa kamorkoli, zdijo se mi enostavno preveč pomembni, da bi ubirali bližnjice, no, bom tako rekel. In zdaj, če so eni dokumenti čisto politične narave, pa bo treba ujeti nek val trenutek, kakorkoli temu rečemo, ok, v redu, tudi to bi razumel, ampak vseeno se da to v nekem širšem konsenzu narediti. To je mogoče nekaj, kar me včasih zmoti, no? Oziroma vsaj v tem konkretnem primeru. Ja, no, vse to je bilo v bistvu edina taka, recimo, rekel, neka konkretna kritika, ne? Po drugi strani je bilo tisto, kar sem jaz hotel prej, še mogoče poudariti, a je namen CBIM-a v bistvu nekako dosežen, ali je cilj, ki so si ga ustanovitelji zadali, v bistvu nekako dosežen, ali pa je na poti k temu. Tako da ne vem jasno, kakšni so bili direktno zastavljeni cilji za CBIM, tako da o tem ne bi sodil, je pa, kot rečeno, čutim neko potrebo po mogoče res majčkeno bolj odkriti debati tudi na CBIM konferencah, pa manj v bistvu enega tazga, samo nekaj enosmernega predavanja. Ampak predvsem jaz verjamem, da tudi v občinstvu sedijo ljudje, ki se dnevno ukvarjajo z BIM-om, ki se ukvarjajo z reševanjem specifičnih njihovih težav pri sami implementaciji BIM-a. Verjamem, da izmenjava teh izkušenj na takšnih konferencah, to je tisto, zaradi česar jaz verjamem, da te ljudje pridejo. Saj jaz, v bistvu, če zdaj se obrnem sam na se, v bistvu pač to je tisto, kar bi jaz rad videl. Ne? Ja, no, sej to lepo sopada s tem, kar sem jaz zelo želel reči, no, da na začetku je bil verjetno potreben ta top-down approach, ne? Se pravi, ta pristop iz vrha navzdol, ko mogoče še ni bilo takega zavedanja, o čem sploh govorimo, pa se niti mogoče ni iskal konsens, ker ga ni bilo mogoče dobiti, ne. Ampak zdaj se mi pa zdi, da smo že čez tisto točko preloma, ko bi pa mogoče morali iskati in vsebine, in konsens, in neko sodelovanje v bistvu v članstvu od spodaj navzgor,
pa bi bil mogoče tudi čas, da bi upravni odbor ali pa kdorkoli malo prisluhnil tudi drugi strani. Ne? Zdaj pa, če pa enostavno iz druge strani ni nekih želj, potreb, vpliva, kakorkoli pripravljenosti na sodelovanje, potem pa mogoče treba razmisliti o tem, komu je društvo sploh namenjeno. No. Zdi se mi, da je zdaj en tak trenutek, no, ko BIM ni več neka obrobna tema, ko dejansko živi in bi se bilo mogoče treba vprašati o poslanstvu, namenu pa ciljih društva. Ja, se strinjam. Pa ne bi najbrž razpletali naprej, ker mislim, da so že dosti povedala. Ja, mislim, namen je zdaj, da bi solila pametovala ali pa, ne vem, se razburjala za brez veze, pa kaj takega, ampak pač najno videnje na podlagi vsega, kar sva slišala, doživela, videla, kakorkoli, mogoče tudi sama malo sklepala, kot, ne vem, upava, da bo kdo to vzel konstruktivno, pa da bo to samo pripomoglo k izboljšanju delovanja in društva in same industrije. Ja, tako. Vsekakor je pa lahko si določene stvari tudi napačno interpretirava, ker je pa tudi ena možnost. Ne? Ampak jaz mislim, da je to se tole več časa trajalo, kot bo imel jaz jutri predavanje, ne? Oziroma pač tole predstavitev. To je zato, ker so se malo hvalili. S čim so se hvalili? Ja, dobro. Ja, številkami. Ja, ampak povej. To se moramo malo sam pohvaliti, če ne noben drug noče. Ne, sem rekel, da se naj pohvalili, samo treba. Zdaj smo že toliko izbirčni, prej sem si želela samo zdaj še konstruktivne kritike hočeva. Ja, prej smo hotela samo en odziv, zdaj še hočemo vsebinske odzive, to tako se najbolj naveliča. Je nič. To je vse za ta podcast, oziroma za to oddajo. Podcast bova še snemala. Malo enih par gostov dobrih planiranih, tako da poslušalci bojo to v naslednjih oddajah lahko slišali. Tako da to je pa vse za danes. Robi, kakšen mail ti lahko pošljajo, ne? Lahko, ampak vsebinski, ne? Se hecam, lahko karkoli. Karkoli. Pa lahko tudi v bistvu, kar obema pošljete na info@bimpogovori.si. Tako da to je bilo vse za danes. Upam, se spet slišmo čez 14 dni. Robi, adijo. Adijo.